Umetni portreti, a ne? S takimi slikami so si stanovanja krasili ugledni meščani. Hoteli so poudariti svojo spodobnost in urejenost. V tistem času je pa tudi živel največji slovenski pesnik France Prešeren. Nad pisanjem pesmi je navdušil svojo prijateljico Luizo Pesjak. Izgleda malce otožno, a ne? Ampak verjeli ali ne, to je za ženske portrete v tistem času bilo v modi. Med portretiranci meščanstva in plemiškega rodu je bilo kar nekaj razlik. Plemstvu je moč že počasi usihala, meščanstvo pa je postajalo vedno bolj pomemben družbeni sloj. Najverjetneje so zato plemkinje na sliki hotele ustvariti vtis, da so še vedno zelo premožne. Samo poglejte ta oblačila, nakit in lesketajoč se porcelan. In tudi meščanstvo bi se lahko bahalo, ampak se je odločilo poudariti raje spodobno družinsko življenje. Na hrbtu knjige, ki jo ima oče v roki, lahko preberemo napis, ki nas spomne na Hipokratovo prisego, zdravniško prisego. Tako nam Gospod sporoča svoj hvalevreden poklic. Poleg portretov so bile zelo priljubljene tudi natančno naslikane krajine, še posebej take s temnimi oblaki in mogočnimi gorami. Izgledale so kar dramatično, kar je posebnost umetnosti romantike. Namreč sprva je beseda romantika pomenila tako kot v romanih. Torej izmišljeno, polno domišljije, predvsem pa čustveno.